Gospodarska zbornica Slovenije in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam sta 23. decembra 2014 organizirala protestni shod proti novim okoljskim dajatvam. Predstavniki vodstev sindikatov in drugih zaposlenih v podjetjih, delojemalci in delodajalci so skupaj na vlado naslovili apel proti dodatnim obremenitvam gospodarstva. Zahtevamo, da se nosilci političnih odločitev zbudijo in ugotovijo, da so podjetja, ki v svoji proizvodnji porabijo veliko energije, pomemben del naše industrije in da se za njihov obstoj in razvoj potreben drugačen pristop. Zahtevamo, da vlada omogoči slovenskemu gospodarstvu in slovenski industriji take pogoje, da bo lahko na novo zaposlovalo, da bo raslo in da bo imelo vzdržne pogoje za poslovanje. Zakaj današnji protest? Vlada ni upoštevala naših opozoril, naših analiz, da je dodatno obremenjevanje v tem trenutku kontraproduktivno in da bo prineslo brezposelne in manjšo gospodarsko rast. Zato, ker se nismo uspeli z vlado dogovoriti, da ta del industrije več ne prinese nobenih dodatnih obremenitev. In morebiti bojo danes razumeli, da gre za delovna mesta teh ljudi in za njihove družine. Strani Lafarge sindikata se danes udeležujemo protesta predvsem zaradi dodatnim obremenitvam gospodarstva proti podjetjem, ki so že tako preveč obremenjena. Zaposleni v Lafarge cementu se predvsem bojijo za delovna mesta. Že po eni reorganizaciji se bojimo ponovnega reorganizacije. Zato smo se tudi tukaj zbrali kar v precejšnjem številu in upamo, da nas bo vlada tudi uslišala. Mi smo se 4,5 leta odrekali, zato da smo lahko postavili firmo po konci. In zdaj pač ne bomo dovolili, da nam država to vzame in meče črno luknjo. Jaz mislim, da se moramo začeti pogovarjati v tej državi, kako bomo več naredili, da bomo imeli kaj deliti, ne samo o tem, kako bomo delili, pa vzeli tistim, ki še kaj imamo. Ja, očitno je to pri nas edina možnost, da te slišijo tisti, ki kreirajo našo prihodnost, ker konec koncev vse ne zahtevamo nič drugega, samo pretiravanja, ne več kot Avstrijci in Nemci. Pri nas naše gospodarstvo ne sme biti obremenjeno. Zato smo danes tle, da to sporočilo pride jasno in glasno skozi. Ja, na protestih smo zaradi tega, ker pač vlada poskuša z novimi obremenitvami dodatno obremeniti naša podjetja in poslabšati našo konkurenčnost napram tujim konkurentom, ki nastopajo tudi na slovenskem tržišču. Ostro nasprotujemo vsem tem novim ukrepom, ki bi še bolj obremenili gospodarstvo kot že zdaj. Že zdaj plačujemo znatne prispevke, tako za obnovljive vire kot za učinkovito rabo energije, pa od tega gospodarstvo nažalost nima nič. Današnji protesti so zato, ker določene dejavnosti v Sloveniji ali pa gospodarstvo v celoti sprejema tiho vse dodatne obremenitve, kar se nam zdi nepošteno. Država že pač od leta 2010 nadpovprečno obremenjuje energente v Sloveniji in tako velike izvoznike, ki so te velike energetsko intenzivne družbe, spravlja zelo nekonkurenčen položaj. Tako da mislimo, da je temu dovolj in noben evro več pač ni sprejemljiv za te dejavnosti. Na protestu smo zaradi tega, ker smatramo, da to, kar počne vlada, ni v interesu našega podjetja, ravno tako celotnega gospodarstva, ki šteje v energetsko intenzivno industrijo. In prepričani smo, da nas vlada s svojimi ukrepi postavlja v popolnoma nekonkurenčen položaj.